Predsednik Trump pravi, da bi lahko danes podpisali zgodovinski sporazum z Iranom, ki bi odprl Hormuško ožino in končal jedrske ambicije IRGC. Toda ker Teheran že dvomi v napoved, se postavlja vprašanje, ali bo dogovor sploh sklenjen in če bo, kaj je v resnici v njem. Razčlenjujemo vse, kar vemo. In kaj ostaja skrivnost v današnji oddaji Jeruzalemska minuta. Dobrodošli v oddaji Jeruzalemska minuta na JNS TV. Aleksej, ameriški predsednik Donald Trump pravi, da sta ZDA in Iran tik pred podpisom memoranduma o soglasju. Podpis je predviden za neko točko v nedeljo. Iranci to dejansko zanikajo in pravijo, da se danes ne bo zgodilo. Ko boste to gledali, boste že vedeli, ali se je zgodilo ali ne. Predsednik Trump je na Truth Social v zadnjih nekaj dneh objavil ogromno objav in dejal, da se veselijo sodelovanja z Iranom in celotnim Bližnjim vzhodom še dolgo v prihodnosti. Upam, da bo ta postopek potekal hitro, enostavno in gladko. Če ne bo, predsednik Trump morda grozi, da se bo vrnil k vojni, vendar smo morda trenutno že preko te točke. No, izraelski establishment verjame, da Trump napreduje s podpisom dogovora. Popolnoma pričakujejo, da se bo to zgodilo, ali se bo to zgodilo v nedeljo ali v ponedeljek, pa še ostaja za videti. Tukaj je zagotovo veliko nastopaštva in taktičnega igranja na vseh straneh. Vsaka stran želi pokazati, da so oni zmagovalci, ne glede na to, kaj se tukaj podpiše. Toda izraz se zaveda, da si je Trump tukaj že ustvaril mnenje in bo uradno nadaljeval s podpisom. To se dogaja po številnih pogajanjih in dogovarjanjih, ki so trajala tedne in tedne. Videli smo nekakšno poročilo CNN-a, kjer so pokazali, da je Trump od prekinitve ognja okoli 37-krat rekel, da ste tik pred dogovorom. In potem, še prejšnji teden, smo videli, da se je pritisk očitno še povečal. Videli smo sestrelitev helikopterja Apache, videli smo povračilne ukrepe in nato resne grožnje, da bodo prevzeli otok Kark in se vrnili k vojaškim akcijam. Mislim, da je veliko ljudi v Izraelu mislilo, potem ko smo imeli ta manjši spopad, kjer je Iran poslal 24 balističnih raket v Izrael, in Izrael je odgovoril, da Trump izgublja potrpljenje in da se bomo znova znašli v vojaškem spopadu, neposrednem vojaškem spopadu med Združenimi državami in Iranom. Kar vidimo zdaj je, da je ta izbruh verjetno ustvaril pogoje, ki so prisilili Irance, da so spoznali, da so proces zavlekli, kolikor je bilo mogoče. In če so želeli preprečiti, da bi se Združene države znova lotile zračne kampanje, so morali zdaj podpisati. In zdi se, da se to res dogaja. Ja, ta teden sta bila 2 dneva, ko sta Trump in Američani udarila po Iranu. Nato pa je bil še 3. dan, ko je Trump rekel, da ga bo udaril še močneje. Mislim, da je bilo to v sredo ali četrtek. In potem je nenadoma v zadnjem trenutku bilo vse odpovedano. Prav, ampak zdaj vprašanje, o čem govorimo, kaj naj bi oni podpisali, kaj ne? Slišite, da bo podpisano nekaj, kot da gre za konec vojne. Trump pravi, da smo končali vojno. Ampak v resnici gre za podpis 60-dnevnega dogovora o prekinitvi ognja, ki zahteva takojšnje odprtje Hormuške ožine. Vendar pa so vsa ostala vprašanja, še posebej tista pomembna, kot je na primer, kaj se zgodi z obogatenim uranom v Iranu, veste kaj? Kaj pa iransko financiranje terorističnih proksi skupin v regiji? Kaj pa balistične rakete? O vsem tem se bo pogajalo šele v drugi fazi, če se sploh bo. Kot velika vprašanja o financiranju proksi skupin ali balističnih raket, če se sploh bodo pogajala. Vemo, da Trump ves čas govori o obogatenem uranu. Torej, predvidevam, da bo to vključeno v razprave, karkoli že bo druga runda pogajanj. Ampak, če pogledate, kako so Iranci zavlačevali ta proces, da so prišli do prve faze pogajanj, dokler nimaš podpisanega dogovora v drugi fazi, dejansko nimaš dogovora. Imaš samo odprtje Hormuške ožine z ameriško zavezo, da se ne bodo vrnili k bojevanju proti Iranu. Rad bi se vrnil k podrobnostim memoranduma o soglasju čez minuto, ampak osredotočimo se na izraelsko stran. Vprašanje je, ali sta predsednik Trump in premier Netanjahu enotna glede Irana. Imeli ste poročilo Axios, ki pravi, da je bil Netanjahu glede dogovora puščen v nevednosti. Oba voditelja, tako predsednik Trump kot premier Netanjahu, vztrajata, da Iran ne sme pridobiti, ne sme proizvesti ali si priskrbeti jedrskega orožja. A kljub temu je še veliko drugih nerešenih vprašanj. No, rekel bi, da je tisti del, ki ni pravilen, ta, da je Izrael prepuščen nevednosti.
Predsednik in predsednik vlade se pogovarjata praktično vsak dan in prepričan ste lahko, da najvišje ravni administracij nenehno komunicirajo. Tako da se nič ne dogaja, ne da bi druga stran to vedela. Torej še eno poročilo brez vira, to želite povedati. No, Axios. Seveda, ampak del tega, kar Barack Ravid in Axios poročata tukaj, je pravilen in sicer, da glede tega dogovora ni usklajenosti, kaj ne? Predsednik Trump si želi ta dogovor predvsem zaradi notranje političnih razlogov, kot verjamem, da bi znižal ceno nafte. Približuje se vikend ob 4. juliju, Trumpova 80. rojstnodnevna zabava. Svetovno prvenstvo, gremo na vmesne volitve z dogovorom, brez da bi se ta vojna vlekla. Hoče reči, povedal sem vam, da je to bila kampanja, ni neskončna vojna, ni ena izmed teh, kako že pravijo, večnih vojn. Toda za Izrael in Netanjahuja dogovor ni zadovoljiv. Verjamejo, da dokler ima Iran obogaten uran pod zemljo, je Iran še vedno le 1 stopnjo oddaljen od tega, da čim prej pride do jedrskega orožja. In v Izraelu prevladuje prepričanje, da kjer je volja, tam je tudi pot. Na enak način, kot je Iran do te stopnje razvil svoj jedrski program, z uporabo tajnih objektov. To so lahko že obstoječi objekti, ki so tajni objekti, ali pa bo Iran razvil druge tajne objekte, da bi obogatil ta uran. Tako obstaja prepričanje, da eksistenčna grožnja še vedno ostaja. Ne samo to, veste, ker ste se neposredno zapletli v popoln konflikt z Iranom. In ni bila samo Izrael, ampak tudi Združene države Amerike. Pravzaprav ste Irance še bolj približali njihovi želji po hitenju k jedrski oborožitvi, ker je to njihovo končno odvračalo, kaj ne? To je ultimativno orožje. Torej, občutek v Izraelu je, da so v teh 6 tednih res veliko naredili. Toda dokler ta režim še vedno stoji, dokler je obogateni uran še tam, ne verjamejo, da Iranci, kot pravi Trump, ne želijo več jedrskega orožja, da ste še vedno v precejšnji nevarnosti. In da primerja, če sploh kaj, samo omejuje vzvod, ki ga imajo Združene države, in prav tako omejuje Izraelovo sposobnost ukrepanja v Iranu, če menijo, da je njihova eksistenčna varnost ogrožena. Alex, kot si rekel, to ni končna jedrska pogodba. To je začetni okvir za končanje sovražnosti. Poglejmo podrobnosti, ki jih lahko o memorandumu o soglasju. Iran bi se zavezal poročanim podrobnostim. Mislim, Iran bi se zavezal preprečevanju razvoja ali pridobivanja jedrskega orožja. Sporazum bi sprožil nov krog pogajanj. Torej je to šele začetek, namenjen razgradnji iranskih zmogljivosti za obogatitev urana in reševanju tega vprašanja. Omenil si zalogo obogatenega urana. ZDA naj bi si prizadevale za omejitve iranskega raketnega programa in podpore regionalnim proksi skupinam. Tako poročajo, o tem želimo tudi govoriti. Iran bi odprl Hormuško užino. Sprva bi lahko v podpisu ponudili omilitev sankcij in dostop do zamrznjenih iranskih sredstev. In to je tudi ključni del, ključna točka, moram reči, v dogovoru. Ali bodo ZDA, tako kot je to storila Obamova administracija, dostavile, ne vem, ne morem si predstavljati, da bi predsednik Trump na kakršenkoli način dostavil palete denarja Iranu. Ampak, veste, sprostitev iranskih sredstev v tem trenutku je o tem prezgodaj govoriti. In tudi pogovorimo se o balističnih raketah in iranskih posredniških skupinah, Hezbolahu in drugih terorističnih organizacijah. No, zagotovo Iran ne vstopa v ta dogovor zastonj, kaj ne? Pogajanja so vlekli tedne in tedne in tedne, torej očitno dobivajo, kar želijo. Prva stvar, ki jo želijo, so osnovna zagotovila Združenih držav, da jih ne bodo bombardirale do onemoglosti. To je prva stvar. Zagotovo pa iščejo tudi denar. Veste, blokada, gospodarska blokada, ki jo je uvedel Trump, veste, s tem, ko je zaprl Hormuško užino, je resnično dušila iranski režim. In v Izraelu je bilo tudi občutje, da v redu, ne želite nadaljevati vojaške kampanje, prav. Ohranite gospodarsko blokado, ohranite sankcije čim strožje. In morda ste le nekaj tednov oddaljeni od propada tega režima.
Veliko ljudi je govorilo o tem, kako je iransko gospodarstvo dobesedno na robu propada. In da če bi gospodarstvo popolnoma propadlo, bi to pomenilo... To bi lahko pomenilo vrnitev protestnega gibanja in možnost za spremembo režima, kar je bil vsekakor cilj Izraela. Saj je v Izraelu občutek, da če pride do resnične spremembe režima, bodo sodelovali z voditelji, ki jim lahko Izrael verjame, ko rečejo, da Iran ne želi jedrskega orožja. Ker je to drugačen režim, ki se želi vrniti v skupnost narodov. Toda tukaj imate opravka z istim režimom. Torej, ko govorite o podrobnostih memoranduma o soglasju, kaj bo Trump naredil? Ne bo dostavljal palet gotovine, ker je nasprotoval konceptu pridobitve jedrskega orožja. To je počel Obama, dostavljal je palete gotovine. Toda videli boste sprostitev nekaterih teh zaostrenih sankcij. Že ta teden smo videli poročila, da so Združeni arabski emirati, ki so zadrževali do 10 milijard dolarjev, ki bi jih sicer prenesli v Iran, lahko sprostili sredstva. In kjer bi lahko videli, da tudi druge države v regiji, vključno s Katarjem, pošiljajo sredstva v Iran, ne glede na to, ali so to posojila, darila ali karkoli že. Torej, denar je zamenljiv in se lahko premika z različnih krajev. Kar boste verjetno videli tukaj, je, da lahko Iran ponovno začne prodajati nafto. Torej, to je velik dotok kapitala in virov, s katerimi lahko Iran razpolaga, česar v tem dolgem obdobju vojne do teh pogajanj niso mogli. Druga stvar je, da bodo sredstva iz drugih virov verjetno na voljo. Ta sredstva bodo pritekala v Iran, vendar govorimo o velikem dotoku milijard dolarjev v režim. In seveda se postavlja vprašanje, kaj bodo s tem naredili. Po eni strani je res, da je treba nekaj obnoviti. V Iranu je bilo v teh 6 tednih kampanje veliko uničenja. Vendar imate tudi svoje posrednike. Imate predvsem Hezbollah in Hutije na eni strani, potem pa imate tudi morebitno iransko hitenje k jedrskemu orožju. V nekaj minutah želim več govoriti o Hezbollahu, saj trenutno prejemamo poročila, da Hezbollah še naprej obstreljuje severno mejo Izraela. Prišli bomo do Libanona. Toda glede vprašanja urana, po poročanju Axios, je predsednik Trump ponovno soglašal, da je ena od možnosti za rešitev iranskega spora glede urana mešanje zalog znotraj Irana pod nadzorom inšpektorjev ZN. In v preteklosti smo videli, kako so bili inšpektori ZN popolnoma nesposobni ali pa neuspešni pri soočanju z iranskim jedrskim programom. Zakaj bi verjeli, da bo tokrat kaj drugače? No, veste, nisem strokovnjak za obogatitev urana, nikakor ne, ampak če ste prej govorili o odstranitvi tega, o izvozu iz države, veste, ZDA in Kitajska sta bili edini državi, kot je Trump večkrat rekel, ki sta imeli tehnologijo za to, da bi ga lahko izvozili. Zdaj govorite o tem, mislim, in ne vemo, kako zanesljiva so ta poročila, ampak če govorite o razrečevanju, veste, ne vem, kako poteka razrečevanje obogatenega urana, prav? Ampak predvidevam, da je to nekakšen obratni postopek mešanja, kar je tisto, kar ga obogati. Ampak to pomeni, da je še vedno tam. In na enak način, kot začneš serijo urana, in potem je to nekako kot priprava testa, kaj ne? Vzameš moko in vodo, nato pa gre vse skupaj v mešalnik. In na začetku je zelo grobo. To, da ko greš vedno dlje, se začne zmes gladiti in postaja vse bližje kakovosti, primerne za izdelavo orožja. Torej, zdaj govoriš o nečem, kot je razrečevanje, nekakšno obratno inženirstvo, ampak še vedno obstaja, kar pomeni, da če ima Iran dostop do tega. Po tem postopku razrečevanja moraš zdaj samo spremeniti smer in začeti znova obogatiti zmes. Kar si res želiš videti je, da Iran sploh nima dostopa do tega, da v državi sploh nimajo nobene potrebe po obogatenem uranu, ne za vojaške namene in ne za tisto, kar imenujejo miroljubne namene. Iran ne potrebuje nobene jedrske energije. To je država, ki je bogata z nafto in zemeljskim plinom. Nimajo nobene potrebe po jedrski energiji. In je prevara, ko vam rečejo, da jo potrebujejo ali da ima pravica do nje. Izrael, Združene države nikoli ne bi smele niti za sekundo verjeti, dokler imajo kakršenkoli obogateni uran, katerekoli stopnje, da ne razmišljajo o času in postopku, kako bi ga v prihodnosti spravili na raven za izdelavo orožja.
Alex, še en odziv iz Izraela, tokrat od obrambnega ministra Katza, ki pravi, da predsednik Združenih držav trenutno vodi dogovor z Iranom na podlagi ameriških interesov, ki vključujejo skupni interes z Izraelom, preprečiti Iranu, da bi pridobil jedrsko orožje. Kac je dejal, da pričakujejo, da bo spoštoval to načelo, kot tudi dodatna načela glede raket in terorističnih posredniških skupin. Izrael je to poudaril že neštetokrat, da se moramo ukvarjati z njihovimi raketami ter s Hezbolahom, Hamasom, Hutiji in vsemi drugimi terorističnimi organizacijami, ki jih Iran podpira že vsa ta leta. Mislim, da je zelo pomembno, kar pravi Kac, da Amerika vodi dogovor, ki temelji na ameriških interesih, kaj ne? Jasno je, da to ni v izraelskem interesu. Če bi bilo v izraelskem interesu, dogovora zdaj sploh ne bi bilo. Torej, kdorkoli trdi, da Netanjahu nadzoruje predsednika Združenih držav Amerike, mislim, da je ta dogovor o premirju pokazatelj, da je predsednik tisti, ki skrbi za ameriške interese. In kadar se to ujema z izraelskimi interesi, sta to dva zaveznika, ki sta dokazala, da lahko sodelujeta. Videli ste, kako dobro sta sodelovala 6 tednov, ko sta bombardirala iranske jedrske objekte. Zdaj verjamem, da je Izrael zaradi vseh teh bombardiran na eni strani v veliko boljšem položaju. Ne moramo reči, da je bila 6-tedenska kampanja neučinkovita, bila je povsem učinkovita. Dejansko je zadela vse znane jedrske objekte. Zadela je velik del iranskih balističnih raket, ne samo zaloge, ampak tudi proizvodne obrate, kjer so jih izdelovali še več. Torej, z vidika varnosti se je neposredna grožnja zagotovo zmanjšala. Da ne omenjam dejstva, da vstopate v ta sporazum in da je treba izpogajati še drugi sporazum. Mislim, da to drastično zmanjša neposrednost grožnje, da bi Iran ukrepal proti Izraelu. Torej, to je zagotovo res. Ampak hkrati, ker se je situacija, mislim, da je prava beseda, eskalirala ali pa se tako močno zaostrila, da ni več nobenih tabujev. Ni več rdečih črt, za katere bi vedeli, da jih ni mogoče prestopiti. Tako da mislim, da delo tukaj še ni končano. Ampak mislim, da je zanimivo tudi to, kar je Kat povedala v drugem delu tega citata. Rekel je, da mora Izrael zagotoviti, da bomo tudi v prihodnosti imeli možnost samostojno ukrepati, da preprečimo Iranu pridobitev jedrskega orožja. In predsednik vlade Benjamin Netanjahu in jaz sva dala navodila IDF, naj se ustrezno pripravi. Veste, zelo pomembno je razumeti, da se ta memorandum o soglasju podpisuje med Ameriko in Iranom. Prav. Izrael ni nikakršen podpisnik tega sporazuma. Seveda lahko predsednik Združenih držav Amerike izvaja velik pritisk na Izrael. In predsednik Združenih držav Amerike ne bi bil zadovoljen, če bi Izrael jutri bombardiral Iran. In Izrael jutri ne bo bombardiral Irana. Vendar pa, če bi na neki točki recimo postalo javno znano, da je Iran razvijal nov jedrski objekt nekje, ne glede na to, ali je predsednik Trump predsednik, ali pa smo že mimo mandata predsednika Trumpa, Izrael ni stranka tega sporazuma. In večkrat smo že videli, da je bil Izrael pripravljen ukrepati v svojem strateškem interesu. In zagotovo pričakujem, da če bo Izrael menil, da Iran sprejema ukrepe, ki vplivajo na eksistenčno varnost države Izrael, se predsednik vlade ne bo bal ukrepati. Če govorimo o predsedniku vlade, veste, če ne bi bili v času vojne, bi verjetno veliko več govorili o volitvah v izraelski kneset, ki so še vedno predvidene za oktober, če ne prej. In vprašanje je, kako bo ta situacija z sporazumom, ki naj bi bil podpisan, memorandumom o soglasju, vplivala na domače politični položaj predsednika vlade Netanjahuja. Imeli smo Jaira Lapida, seveda iz opozicije, ki je čez vikend ostro kritiziral predsednika vlade. Volitve so tik pred vrati, Alex. Kako bo ta sporazum vplival na predsednika vlade? Lahko vam povem, kako to trenutno prikazujejo izraelski mediji. To prikazujejo kot velik poraz za predsednika vlade Netanjahuja. Izraelski tisk v bistvu prikazuje, da je Netanjahu izgubil podporo predsednika Trumpa. Veste, in kar tam poskušajo narediti, je izničiti vse dosežke ali prezreti vse dosežke, ki ste imeli. Kar je bil morda največji diplomatski dosežek v zgodovini države Izrael, da so Združene države bombardirale jedrski reaktor Fordov prejšnjega junija med tisto 12-dnevno vojno.
Še bolj pa to, da sta Izrael in Združene države 6 tednov letela drug ob drugem ter bombardirala vse znane jedrske objekte v Iranu in vse balistične rakete, celo odstranila vrhovnega voditelja. Mislim, to je bila res izjemna zmaga. Neverjetno je, kako izraelski tisk zdaj poskuša iz zmage narediti poraz, ko trdi, da je to pravzaprav konec vpliva Netanjahuja. In razlog, zakaj to počnejo, je ta, da bi Netanjahu prej trdil, da potrebujete Netanjahuja, ker je edini način, da Trump ostane na strani Izraela. Prav Netanjahu. Ko pa ste prejšnji teden videli izjavo predsednika Združenih držav Amerike, ki je namigoval, da morda Netanjahu sploh ne bo kandidiral. To je bilo po večkratnih izjavah predsednika, ki je govoril izjemno lepe stvari o Netanjahuju, kako je bil odličen vojni premier in kako je pozval izraelskega predsednika Herzoga naj Netanjahuja pomilosti zaradi obtožb korupcije. Ko zdaj vidite, da Trump prvič pravi, da deluje v ameriškem interesu, za katerega posebej razume, da ni izraelski interes. In izrecno počnem to, za kar vem, da premier Netanjahu ne bi želel, da storim. Veste, pošilja signal in izraelski tisk tukaj ta signal zaznava ter pravi, uganite kaj? Veste, kar je Netanjahu lahko dosegel, je že dosegel. Dosegel je vse, kar je nameraval doseči. In zdaj je morda Trump že naveličan njega. Trump deluje v ameriškem interesu. In to pomeni, da Netanjahu ni več nepogrešljiv človek. Zelo zanimivo bo videti, kako se bo Netanjahu odzval na to. Pravega odziva Netanjahuja na to še nismo videli. Mislim, po eni strani poskuša pokazati vse vojne dosežke, ki so bili doseženi v teh 2,5 letih, ki so ogromni. Po drugi strani pa še nismo videli uradnega odziva, ki bi po mojem mnenju lahko pomiril večino Izraelcev, ki na to gledajo kot na diplomatski poraz. Torej, Alex, tudi z memorandumom o soglasju se boji v Libanonu nadaljujejo. Tudi danes zjutraj, kot sem že omenil, so bili najmanj 3. Droni, ki jih je teroristična organizacija Hezbollah izstrelila v Izrael. Izraelske obrambne sile so v zadnjih 24 urah napadle več kot 70 terorističnih infrastrukturnih točk v južnem Libanonu. Torej se vojna s Hezbollahom nadaljuje. In predsednik vlade Netanjahu je pred kratkim nastopil na televiziji in neposredno v angleščini nagovoril prebivalce Libanona, tako kot je to v preteklosti storil za prebivalce Irana. Poglejmo si posnetek. Izrael si želi miru z vami. Zgrabite svojo prihodnost. Pridružite se Izraelu. Zgradite varnost in blaginjo za vse naše otroke. In ko bo Hezbollah razpuščen, bodo možnosti neskončne in izjemno velike. Torej, Aleksej, vojna se še vedno odvija na severni meji Izraela. Ali misliš, da bo memorandum o soglasju imel kakršenkoli vpliv na razmere v severnem Izraelu in s Hezbollahom? No, zagotovo si bo predsednik Trump želel in tudi Iranci si bodo želeli enako. Del pogajanj je tudi doseči popolno prekinitev ognja z Libanonom in bolj natančno s Hezbollahom. Mislim, Libanon ne napada Izraela, Hezbollah napada Izrael. In predsednik je poskušal omogočiti več krogov pogajanj med Izraelom in Libanonom za sporazum o normalizaciji ali pakt o nenapadanju, kot ga je imenoval predsednik Libanona. In mislim, da bo res zanimivo videti, kako bodo vse strani igrale na libanonski fronti. Po eni strani Iranci znova uporabljajo Hezbollah kot teroristično posredniško skupino za napade na Izrael. Zdaj zahtevajo od predsednika, da Izrael preneha napadati Hezbollah, hkrati pa pritiskajo na Hezbollah naj napade Izrael, ker želijo prisiliti Izrael. Mora izbirati med tem, da izgleda šibek in tem, da Netanjahu doma izgleda zelo šibek. Tako da popusti na aktivni fronti, kjer Hezbollah še vedno napada domačo fronto, Izrael pa ne odgovarja, ali pa Netanjahu reče, da bomo odgovorili Hezbollahu. Ampak to bo pomenilo, da boste razjezili Trumpa ali pa morda kršili duh memoranduma o soglasju, kaj ne? Ker smo imeli pred enim tednom situacijo, ko je Hezbollah stopnjeval obstreljevanje, Izrael pa je rekel, če boste stopnjevali obstreljevanje, bomo napadli poveljstvo Hezbollaha v Dawi, ki je predmestje Bejruta.
In potem je Iran rekel, če udarite po Bejrutu, bomo udarili po vas. Kaj ne? Torej, imamo tukaj začaran krog. Zato mislim, da bo moral Netanjahu zdaj igrati zelo preudarno. Po eni strani, dokler Hezbolah napada, teh napadov ne moreš ignorirati. Ne moreš samo čakati, da bo v dobrih odnosih z Iranom ali predsednikom Združenih držav Amerike Hezbolah prenehal z bojevanjem. Na vsak napad na svoje suvereno ozemlje moraš odgovoriti, prav? Ne govorimo o grožnjah, govorimo o dejanskih napadih. Brezpilotno letalo je zadelo zelo blizu hiše v mestu Šomit, le nekaj metrov stran od hiše, veš, ta konec tedna tukaj. Tako da hkrati Netanjahu ne bo želel drastično zaostriti situacije, ker bi to lahko vrglo poleno pod noge temu, kar Trump poskuša doseči ta teden. In kaj potem? Pričakoval bi, da bo Hezbolah nadaljeval s tem, kar počne, preizkušal meje tega dogovora, Izrael pa bo odgovarjal. Ampak bodo odgovarjali na način, ki po eni strani pokaže, da res odgovarjajo, da nimajo nobenega premirja ali kakršnekoli zaveze k premirju, ampak hkrati ne bodo dramatično zaostrovali situacije. Spomnite se, da je predsednik prejšnji teden, ko so ga vprašali v ovalni pisarni, rekel, kaj pomeni premirje. In mislim, da je Netanjahu v šali rekel, oziroma, oprostite, Trump je izjavil, da je premirje v resnici takrat, ko je streljanja manj. Ja, Zmerno. prav. Torej, mislim, da boste videli, da bo Izrael bo ohranil spopade s Hezbolahom na nizki ravni zaenkrat. Saj dokler ne mine ta podpisna slovesnost, kadarkoli že bo, če bo to v prihodnem tednu, in potem opazovati, kaj bo naredil Hezbolah. Če Hezbolah, veste, nekoliko zmanjša dejavnosti in dovoli Izraelu, da zmanjša svoje napade, boste morda videli nekakšen blag izhod iz konflikta. Če pa nadaljujejo, morate v nekem trenutku spoznati, da Hezbolah napada z namenom zadeti. In vsak od teh napadov lahko povzroči precejšno škodo. Kar omejuje to škodo, so izraelske obrambne zmogljivosti. Kaj ne? Imate železno kupolo, imate laserje, ki se streljujejo drone. Če pa izraelski obrambni ukrepi spodletijo ali popustijo in Hezbolah izvede velik napad, bi lahko videli, da Izrael kasneje ponovno pospeši to kampanjo. In ne vemo, kako se bo to razpletlo, tudi z normalizacijskimi pogovori. Ampak veste, Izrael ni del tega memoranduma o soglasju. To sta Amerika in Iran. Libanon je območje vroče vojne in ni tisoče milj stran, kot je to pri Ameriki in Iranu ali celo pri Izraelu in Iranu. To je tik ob naši meji. Tako ste lahko prepričani, da Netanjahu nima druge izbire, kot da še naprej pritiska na Hezbolah. Aleksej, kot da stvari ne bi bile že dovolj kaotične, ko se Izrael bori na 7 različnih frontah, imamo zdaj še situacijo, ko je v zadnjih nekaj dneh v igro stopila Turčija. Premier države Izrael Netanjahu je to sredo ostro napadel turškega predsednika Erdogana, potem ko je turški voditelj obtožil Izrael, da ogroža regionalno stabilnost. Tako imamo veliko besednih izmenjav med obema stranema. Situacija, kjer bi Izrael in Turčija šla v vojno. Mislim, ali to res potrebujemo zdaj? Je to res potrebno v tem trenutku? Zdi se, da je Turčija večkrat ta teden hujskala proti državi Izrael. No, to hujskanje je del poskusa, da bi, veste, še sam zadal kak udarec, medtem ko se zdi, da se ta vojna bliža koncu. To je pač njegov način, da pove, da je bila Izraelova krivda, da se je ta vojna sploh začela, kar je popolna revizija in izkrivljanje tega, kar se je dejansko zgodilo. Izrael je bil napaden brez povoda 7. oktobra, takoj zatem pa še brez povoda strani Hezbolaha. Izrael je Hezbolahu rekel, če se ne vmešavate, ste čisti. Mi se bomo ukvarjali samo s Hamasom. Ker je Hezbolah rekel, ne, mi se bomo vmešali. Enako so naredili Hutiji, tudi oni so se vmešali. Izrael je bil med to vojno napaden s 7 različnih strani. In nekatere od teh front, vključno s Hamasom, podpira Turčija. Ko govorite o regionalni nestabilnosti, veste, Erdogan je bil tisti, ki je prepoznal, da je sirski predsednik Bašar al-Asad v posebej ranljivem položaju zaradi oslabitve Irana na eni strani in oslabitve Hezbolaha na drugi strani. In on je bil tisti, ki je podprl al-Šaro, da vstopi in v bistvu prevzame Sirijo.
In Al-Šara je marioneta. Mislim, to je skrb, da je Al-Šara turška marioneta. Tako se je strateški položaj Turčije tukaj dramatično izboljšal s padcem Bašarja al-Asada. Zdaj udarja tudi po Netanjahuju. In hkrati Erdogan tudi poskuša ohranjati tesne odnose s predsednikom Trumpom. In morda so Erdoganove izjave o tem, kako Izrael ogroža regionalno stabilnost, spodbudile Trumpa, da je še bolj pritisnil na Netanjahuja. Torej imamo celotno to regionalno dinamiko. In mislim, da Izrael ne bo prišel v situacijo takojšnje vojne s Turčijo. Seveda. Ampak, ko pogledate, kaj se je zgodilo na splošno, in ne vemo, kako bo Iran odgovoril, recimo, da jim celo Trump da tisto, kar želijo Iranci. Iranci so še vedno izjemno šibki in v oslabljeni poziciji. Njihovi proksiji so bili oslabljeni. Njihovo gospodarstvo je bilo oslabljeno. Količina balističnih raket, ki jih imajo, se je zmanjšala. Njihove jedrske zmogljivosti, veste, so bile vse prizadete. Iran je še vedno kot krvaveča žival tukaj, tudi če jim Trump ponudi rešilno vrv. In ne vemo, kaj se bo zgodilo, vendar zagotovo niso več regionalna hegemonija, kot so si prizadevali biti pred 7. oktobrom. In to ustvarja vakuum. In kdo želi zapolniti ta vakuum? No, vidimo to novo zavezništvo muslimanske bratovščine, to sta Katar in Turčija in potencialno tudi Egipt. In lahko vidite Hamas, ki je sunitski muslimanski akter, ki se je povezal z iranskim šiitskim polmesecem. Veste, iz strateških razlogov bi se lahko dejansko premaknil, vrnil k bolj naravni teološki uskladitvi. Kar pomeni, da se kot član muslimanske bratovščine ponovno povezuje z Egiptom, Katarjem in Turčijo. Torej, veste, tukaj obstaja grožnja in mislim, da Erdogan s svojimi izjavami jasno kaže, da želi stopiti v to praznino, ki ga pušča oslabljen iranski vpliv, da bi ustvaril novo sunitsko os, ki v bistvu ustvarja ognjeno broč, tako kot je to storil Iran po Bližnjem vzhodu. Nadaljevali bomo v Turčiji, ampak zdaj bi rad šel naprej in temu pravim karma. Glavni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khan je bil suspendiran do glasovanja držav članic o njegovi usodi. Upravno telo sodišča pravi, da je do tega prišlo po preiskavi obtožb o spolnem nadlegovanju, ki so bile vložene proti njemu. Khan je tisti, ki je izdal naloge za aretacijo premierja Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Galanta zaradi vojne med Izraelom in Hamasom. Tukaj imate tožilca, ki se je obrnil proti državi Izrael, našemu premijeju, našemu obrambnemu ministru, zdaj pa ima še svojo pravno bitko, kaj ne? No, Ne bi rekel, da je to karma, mislim, da zagotovo dobiva, kar si zasluži. Ampak, veste, te obtožbe o spolnem neprimernem vedenju so bile že znane, preden je Karim Khan izdal naloge za aretacijo Netanjahuja in Galanta. In če pomislite, ta človek, Khan, bi bil tako ali tako prej ali slej suspendiran zaradi teh obtožb. Ne vem, kakšen je bil časovni okvir. Veste, nimam vpogleda v to, kako so te preiskave potekale. Ampak nenadoma vidite, da se pritisk na Khana zaradi teh obtožb o spolnem neprimernem vedenju stopnjuje. Kaj torej naredi Khan? Obrne se in hitro pospeši obtožbe proti Netanjahuju in Golanu, celo brez nadaljevanja. Ne da bi sprejel izraelsko povabilo, da sam pride raziskat, kaj se v resnici dogaja v Gazi. Khan pravi, zmanjkalo mi je časa. Veste, in zato moram, da bi odvrnil pritisk od sebe, storiti to, kar želi od mene vsa mednarodna skupnost. Torej, izdati te naloge za aretacijo Netanjahuja in Golana. Torej, po eni strani poskuša preusmeriti pozornost, hkrati nima ničesar za izgubiti. To bo njegovo zadnje dejanje. Torej, kakšna bo njegova zapuščina? Bo njegova zapuščina ta, da je bil tisti, ki je spolno neprimerno ravnal, ali pa bo njegova zapuščina ta, da je izdal nalog za aretacijo Netanjahuja? Ko je vse to začelo prihajati na dan, je Karim Khan, mislim, na najbolj pokvarjen možen način preprosto sprožil te naloge za aretacijo proti Netanjahuju in Golanu. In mislim, da je veliko vprašanje, veste, če vse to seštejete in ugotovite, kaj se je zgodilo, in da v resnici niste imeli poštenega postopka, ki bi se odvijal. Kar smo vsi vedeli na Mednarodnem kazenskem sodišču je, veste, ali bi lahko naslednji tožilec preklical naloge za aretacijo.
za Netanjahuja in Golana. In ali je to nekaj, veste, ko predsednik Trump pozove izraelskega predsednika Izaka Herzoga naj umakne obtožbe ali pomilosti Netanjahuja, kjer bi res radi videli, da predsednik pomaga Netanjahuju, bi bilo, da na nek način prisili mednarodno sodišče, da umakne obtožbe proti Netanjahuju. Medtem pa vidimo, da mednarodno kazensko sodišče morda razmišlja o dodatnih obtožbah. Pred nekaj tedni so se pojavila poročila, da kazensko sodišče preiskuje in razmišlja o izdaji nalogov za aretacijo finančnega ministra Becalela Smotriča. Prav? Torej, če ne pride do situacije, kjer bi bili te nalogi za aretacijo preklicani, ste v bistvu na začetku učinka snežne kepe. In lahko bi videli še veliko več nalogov za aretacijo proti Izraelcem, proti izraelskim ministrom, proti izraelskim generalom in celo potencialno proti izraelskim vojakom, proti tako imenovanim naseljencem, še posebej tistim na vrhovih hribov. Tako da, veste, mislim, da je to zelo nevarna situacija. In to dokazuje, da je bil Karim Khan ves čas kompromitiran. In tako, ja, zdaj je suspendiran, ampak poglejmo, kaj se bo zgodilo potem. Ja, brez dvoma je bil kompromitiran in nadaljevanje sledi, bomo videli, kakšne ukrepe bodo sprejeli. In Aleksej, morda celo najpomembnejša novica tedna je dejstvo, da smo zdaj v zaključni fazi pred drugim letnim vrhom GNS International Policy Summit, ki bo potekal tukaj v Jeruzalemu, večni prestolnici države Izrael in judovskega naroda. Začne se čez teden dni, naslednjo nedeljo, 3-dnevna konferenca. Toliko pomembnih govorcev na vseh ravneh, res neverjetna zasedba. Zjutraj sem si jo ogledal. Kaj se dogaja? Do začetka nas loči manj kot teden dni. No, še pred nekaj dnevi sploh nismo bili prepričani, ali nam bo varnostna situacija sploh dovolila izvesti konferenco. Spomnite se, prej v oddaji smo rekli, da je Iran prejšnji teden izstrelil 24 balističnih raket. Da. Veste, Izrael se je pripravljal na obsežno površino akcijo. To bi lahko Izrael in Združene države pahnilo nazaj v večtedenski vojaški konflikt. Tukaj je zdaj jasno, z napovedjo, o kateri smo govorili na začetku oddaje, da Trump želi podpisati ta memorandum o soglasju z Iranom, da bodo stvari mirne, vsaj za naslednji teden. Torej, vse poteka s polno paro naprej. Poveljstvo domače fronte, letališče je odprto, verjamemo, da lahko in bomo imeli to konferenco. Če pa pogledate trenutno situacijo, kjer se zdi, da se vojna ustavlja na točki, kjer sovražnik še ni bil dokončno poražen, bo to povzročilo veliko potrebo po ponastavitvi izraelske politike. Veste, kako ravnati s predsednikom Združenih držav Amerike v prihodnje? Kako ravnati s Hezbolahom? Tudi situacijo s Hamasom je še vedno treba rešiti. Veste, kakšna bo izraelska politična doktrina glede Irana v prihodnje? In na to tudi reševanje drugih vprašanj, kot so izraelska diplomatska prizadevanja v Evropi, na drugih diplomatskih frontah, vključno z Indijo, jugovzhodno Azijo, Afriko in Latinsko Ameriko. Vsa ta vprašanja bodo na mizi na JNS politični konferenci v prihajajočem tednu. Imamo 200 govorcev, kot ste omenili. Predsednik vlade je bil povabljen in upamo, da bo sodeloval. Zunanji minister Gideon Sar bo tam. Več drugih izraelskih ministrov, številni diplomati, vključno z ameriškim veleposlanikom Mikeom Huckabejem, naj bi imeli govor. In prišlo bo tudi veliko vplivnežev. Mark Levin, voditelj oddaje Light Liberty in Levin, bo zaključni glavni govorec na vrhu. Tako bomo obravnavali številna vprašanja, ta vprašanja izraelske politike, pa tudi vprašanja izraelske diaspore in kaj se dogaja v New Yorku, kaj se dogaja z naraščajočim antisemitizmom v Združenih državah. Kako se to odraža v osrednjih medijih, na družbenih omrežjih in v umetni inteligenci? Vsa ta vprašanja bodo na mizi prihodnji teden na tem 3-dnevnem vrhu 21., 22. in 23. junija. Zato ostanite z nami. Ali še kaj vstopnic? Na voljo je še zelo malo vstopnic. Za vrh je že prijavljenih več kot 750 ljudi. Dvorana v hotelu Waldorf niti ne sprejme 750 ljudi. Tako da mislim, da smo res pri zadnjih vstopnicah.
Dogodek pa bo tudi prenašan na spletu. Glavne plenarne seje, večerne plenarne seje bodo v živo prenašane prek YouTuba in našega kanala. Mislim, da boste tudi nekaj vrha lahko spremljali na kabelski televiziji na I22. In veliko intervjujev, ki jih na obrobju konference opravlja naša izjemna video ekipa, bo prav tako naloženih na YouTube kanal v dneh po vrhu. Tako da bo veliko vsebine nastalo v hotelu Waldorf Astoria. Upamo, da si bo vsak lahko ogledal vse od doma. In ti boš tam. Prosim Bog, bom tam. Zgradili bodo mobilni studio, oddaje bomo preselili v Waldorf. Veselim se tega. Janus Policy Summit prihaja, mednarodni politični vrh je čez en teden. Oglejte si ga, to je vse za današnjo Jeruzalemsko minuto. Se vidimo na vrhu. Jož Heston tukaj, dopisnik za JNS, skupaj z direktorjem Aleksom Trajmanom. Poskrbite, da obiščete JNS TV za vso to izjemno vsebino. Rad bi se zahvalil ljudem v ozadju tukaj na JNS TV. Podarite nam super zahvalo, naročite se in obiščite jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo na vrhu. Želim vam odličen teden vsi skupaj. In se vidimo naslednji teden v oddaji Jeruzalemska minuta samo na JNS TV.